Si tik pred nakupom obročev za cestno kolo, pa nimaš pojma kaj izbrati, o poplavi toliko novih brandov, toliko novih artiklov. Danes ti povem nekaj kriterijev, katerih se lahko držiš in prideš do obročev, ki bodo pravi zate. Gremo. To prvo vprašanje, ki si ga morate zastaviti, pa ki ga tudi jaz največkrat zastavim strankam, je, kaj sploh želite doseči z novimi obroči. Se pravi, a je to večja togost, a je to mogoče samo lažje kolo, a je to kakšnim je sam izgled bolj všeč, pa hočeš zaradi tega zamenjati. Eni že nekaj časa niso nič nadgradili kolesa in pač samo zaradi tega, da dobijo neko novo voljo, neko novo motivacijo do vožnje. Tako da tukaj polno enih stvari, ki si jih je treba najprej zastaviti, ker je zelo odvisno potem tudi od same cene obročev. Logično, več teh karakteristik, ki jih želite, višja je pol tudi cena obročev, ker samo oni, rečemo, zelo dragi obroči imajo vse te karakteristike. Je pa res, da tam nekje do 1500-2000 evrov so cene, kjer z dodatnimi 500 evri dobite res dosti boljši obroč, medtem ko pol je pa preskok kar velik, da se čuti neka razlika pri samih obročih. Če vam povem, že samo ležaji, da jih nadgradite, so od Ceramic Speeda, rečemo, cirka 600 evrov, samo za ležaje se pravi vračni in v pesti. Tako da cene grejo res zelo, zelo visoko pri obročih. Jaz sem vozil tudi te malo dražje obroče oziroma kar orang drage obroče in vsi, ki imajo šanso, da si kupijo, jaz do zdaj še nisem imel stranke, ki bi rekel, da ni zadovoljen. Prej sem imel stranke, sploh iz tujine, ki si potem kupujejo samo te obroče, ki so pač najvišjega razreda. Za primer imam ene par strank iz tujine, ki so zdajle vzeli že od 5 do, rečemo, cirka 7-8 parov Princeton obročev samo z Tactic TR01 pestami, se pravi, to so vsi obroči, ki so cirka 4000 evrov. Tako da, ko greste enkrat, res na ta najvišji razred, pa vidite, kako se kolo pač vozi, potem želite samo to, ampak danes gremo čez vse čez, tako da ne boste mislili, da se samo tako dragi obroči dobri. Dobite že zelo, zelo lepe, zelo luštne obroče za cirka 1000 evrov. Moram pa tukaj še enkrat povedati, niso vsi obroči, ki so cenovno, ne vem, od 800 do 2000 evrov dobri. Saj za moje pojme ne. Imam tudi kolesarje, prijatelje, ki se z mano ne strinjajo. Tukaj mogoče predvsem govorim o Dura-Ace obročih, ki meni osebno, jaz ne bi zapravil več kot cirka 800 evrov za njih. Tako da tisti, ki jih kupite, pa date jurja pa pol ali več za Dura-Ace obroče, za moje pojme se dobi kar dosti boljše obroče za manj denarja. Zdaj, ta prvo vprašanje smo se že zastavili, ta drugo vprašanje, to, kar sem zdaj govoril, je ta budžet. Se pravi, v kakšnem cenovnem razredu se kupuje. In potem je pa še tretje vprašanje, sploh za tiste, ki so malo težji. Dosti obročev ima nekje, se pravi, teža kolesarja s kolesom ne sme presegati tam okrog 110 kg, kakšni grejo do 120, kakšni imajo neomejeno, tako da je mogoče še to tisto vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, sploh za kakšne, ki so težji, pa iščejo zelo lahek obroč, kje to ne gre glih čez. Tako da gremo zdaj kar začeti, mogoče s prvim vprašanjem, kaj se želi izboljšati. Za vse, ki se malo bolj spoznate, če hočete imeti brzino, predvsem po ravnini, se potem gleda višje obroče. Če hočete izgled, večini bom rekel, da so bolj všeč te visoki obroči. Jaz imam tukaj zdajle 2 seta obročev. Rečemo, te visoki, ki so najbolj prodajani, so glih teli, se pravi Princeton Wake. Te so višine, se pravi, na najvišji točki 65, na nižji točki 60. Pri nas smo daleč največ prodali glih teh obročev. Pol naslednji, ki so cenovno malenkost, kar dosti ugodnejši, tretjino cene, so teli Fulcrum Wind 57. Za moje pojme v cenovnem razredu dobrih 1000 evrov zna biti en izmed najboljših obročev, sploh kar se togosti tiče, ker so v bistvu tudi zaprti, se pravi, nimate lukenj čez. To je, kar se tiče višine obroča. Eni iščete tak all-around obroč, tam je treba gledati za moje pojme okrog 40 do max 55 višine. Tukaj dobite, je ta sladka točka, oziroma po angleško sweet spot, za obroče, ki so dobri v vseh pač razmerah, se pravi, gremo za klance
a govorimo za ravnino. Tudi v vetru se boljš obnesejo, kakor te višji obroči. Potem pa še obroči, ki sem jih jaz isto testiral s Colnagotom V4 RS, se pravi ta kolo, ki ga vozi Pogačar, so pa Princeton, Alta, ki so pa nižji, se pravi 35-32 višine. Te se pa super obnesejo, se pravi za kakšne primorce. Na obali se orang pozna, ker vas ne bo toliko razmetavalo, so zelo lahki, oziroma za tiste, ki se dosti vozite po klancih, ne rabite toliko pač te brzine razviti po ravnini, so super obroči, ker so tudi dosti lahki, odvisno od seta, ki se ga vzame. Mislim, da ta najlažji set je tudi pod 1000 gramov. To se kar orang pozna pol, ki se gre v klanc gor, a vi vozite za sabo obroče, ki so, ne vem, 1,5 kila težki, ali so glih okrog kile. Potem smo tukaj pri sami teži. Jaz bom rekel, da dobrih obročev, ki so težji od tam 1,6 gramov, jih ne bi več dal v razred dobrih obročev, edino če so to obroči, ki so zelo visoki, pa potem, da so bolj namenjeni samo ravnini oziroma za triatlonce. Tisti je nek pač drug spekter, ampak če pa gledamo za cestne kolesarje, pa da se ne išče samo za, ne vem, ravnino šopat, pol pa glejte obroče, ki so lažji od 1600 gramov. Ali pa mogoče tam okrog 1500 gramov, kakšen gram čez. Specifikacija, ki lahko zelo na hitro se jo pogleda, tako da ja, glejte obroče, ki so tam cirka 1500 gramov, če hočete sploh nadgraditi kakšen set obročev iz OEM vgradne, se pravi prve vgradne vašega kolesa. Naslednja stvar tukaj je sama togost. Tako kot sem že prej povedal, pri sami togosti obročev se bo tudi zelo poznalo, a so tele luknje, ali se pravi ni navrtan. Tako da tisti, ki imajo luknje, so za moje pojme obroči že malenkost mehkejši. Tako da jaz bi gledal pač obroče, ki nimajo lukenj, in to je to. Zdaj tukaj so od Princetona, od Fulcruma obroči, so brez teh lukenj in za moje pojme morajo biti malenkost bolj togi, kakor pa tisti, ki pač te luknje imajo. Zdaj, naslednja stvar, ki imamo mi tudi obroče od Niša, imajo karbonske špice, so zaradi tega lažji obroči, ampak se izgubi malenkost na togosti, je pa potem še kakšna druga karakteristika zraven. Kar se tiče same togosti, bi mogoče to svetoval za tiste težje kolesarje, tako kot sem jaz in podobni, se pravi govorimo 90 kil pa gor. Tisti, ki so lažji kolesarji, ženske z manj kilami, vprašanje, če se bo sploh čutila pač ta razlika. Potem je tukaj sam izgled. To se veste, vsake oči imajo svojega malarja. Jaz, kar se izgleda samega tiče, meni so všeč obroči tam 45-50, pa potem višji. Nižjih obročev jaz osebno ne bi dal na kolo, edino če bi si sestavil kakšnega, ne vem, starejšega, Colnago Master in podobno. Tja bi dal mogoče čisto kakšne nizke obroče, vse ostalo, kar je teh novih race mašin, bi pa sestavil z visokimi obroči. Še zadnja karakteristika, ki je zelo pomembna, predvsem mogoče za tiste bolj endurance kolesarje oziroma za nekoga, ki želi s kolesom in tudi kdaj še na kakšen makadam, bi dal rajš gor malenko širše plašče. To je sama širina obroča. Zdaj, novodobni obroči so širine tam, ne vem, 24, 25, kakšni so tudi čez 30, se pravi, to pomeni, da date lahko širši plašč gor in se bo dejansko poznala ta širina plašča, ker če date, tako kot so bili včasih, ne vem, 15-17 mm, se pravi notranji premer, se ne bo opazila razlika, kad date vi gor, rečemo plašč zdaj, profi uporablja 28-30, tudi 32 širino. Če date na, ne vem, C17-32 gor, pa date 28 gor, bo zelo majhna razlika, ne bo 4 mm razlika v sami širini, ne. Tako da, zdaj jaz, ko sem vozil lansko leto, ko sta mi fanta, ki uvažata Elite, posodila njihove obroče, pa med 32 pa 30 praktično ni bilo razlike v samem plašču. Tako da to je mogoče še dobro gledati, se pravi tisti, ki vozite endurance kolo, pa bi rajš imeli širše plašče gor, gledajte, da je tudi širina obroča, pač da so širši, zato da paše tudi, rečemo 32 plašč gor oziroma karkoli želite pač dati od širših plaščev, ali pa če imate, ne vem, gravel kolo, pa bi rajš imeli kdaj gravel gumo gor,
pa zamenjate, ne vem, za cestne. Glejte pač, da so širši, da je ta volumen, da je bolj udoben plašč. Mogoče še ena karakteristika, pa mogoče to pol bolj za serviserje oziroma za tiste, ki vas zanima tudi, mogoče kako hitro se da kaj popraviti. Bolj kompleksna, kaj pesta, težji, mogoče kakšni serviserji kaj lahko sami zamenjajo. Ne vem, mi imamo s tunom, smo imeli nekaj težav, smo mogli vse v Nemčijo pošiljati, tako da je mogoče tudi če to dobro, da se pozanimate, če lahko vse rešijo v Sloveniji. Če se to da rešiti, je dosti hitrejši potem tudi kakšne menjave itd. Če ni, mogoče tako kot pri nas, v tistem času, ki obročev nimate, če želite, se vam zrihta neke nadomestne obroče, se vozite s temi. In potem logično, ko pridejo novi obroči, ko pridejo vaši obroči nazaj, nam naše vrnete in je to to. To je čisto odvisno od vsakega trgovca, pač kako posluje, tako da to je še ena stvar, se pravi, notranjost, pest, kako je narejena, lahko vse v Sloveniji naredijo, je treba direkt proizvajalcu pošiljati. Zdaj pa mogoče najbolj, da kar začnemo s tem buying guidom, kar je meni super, sem že večkrat poudaril, obroči do 1000 evrov, jaz gledam praktično od Fulcruma vse, pa bi začel mogoče R4, so tiste prve, tu vsi, ki imate kolesa tam do 2000 evrov, je mogoče to obroč od, ne vem, 300-400 evrov tam nekaj pridejo. Nadgradnja, ki se bo mogoče čutila razlika pri sami vožnji, tudi so malenkost višji, tako da to je mogoče tudi to. Potem pa tam do 1000 evrov osebno nimam nekih obročev, ki bi vam jih svetoval, razen spet od Fulcruma Racing Zero, pač to je price performance za moje pojme en izmed najboljših obročev, so za cel življenje, to date gor. Pol smo pa že v tem 1000 do 1500 evrov, tukaj se pa najde zelo veliko obročev, pa tudi najlažje se lahko našponate, zato ker so obroči, ki so tudi 1000 evrov plus in niso vredni, za moje pojme ne bi dal 300 evrov za njih, tako da tukaj je zelo treba paziti, kaj se kupuje. Obroči za moje pojme, ki so v redu, pa ki sem jih vozil, so glih te, se pravi Fulcrum Wind, vse se da v Sloveniji rešiti. Pol imate od DT Swissa neke obroče, Elite obroče, zdaj znam, kot so Mikee, Vision, ne poznam toliko, vem pa, da delajo vsaj te karbonske, stopen razred obroče nekateri, ampak poglejte si res te teže, časov tem, se pravi, za 1000 plus evrov bi jaz rekel, da mora biti glih tam okrog 1500 gramov, mogoče že dober nakup, še boljš pa je, če lahko prej kaj stestirate, vidite, a so v redu ali ne. Cenovni razred od 1500 do 2000 evrov, tukaj bi jaz mogoče izpostavil 2 seta obročev, oziroma 3. Eni so naši niš, te so v tem višjem razredu, glih okrog 1900 evrov. Potem so od DT Swissa 1100, od strank, jaz sam jih nisem vozil, ampak od strank vam lahko povem, da so zelo zadovoljni z njimi. Tako da to je en set obročev, mislim, da so okrog 1500 evrov, ki so zelo v redu. Potem ta tretji so Campagnolo VTO, tudi že od veliko strank slišal, da so zadovoljni z njimi, tako da imate v bistvu še te obroče. Zdaj, zakaj so meni te od niša toliko všeč? So edini obroči, ki sem jih vozil, poleg Princetonov, da se zelo dobro obnesejo v samem vetru. Tudi ta razlika, ki začnete pospeševati, lažje se vzdržuje brzino tam 35-40 plus na uro, kakor pri ostalih obročih. Zdaj, edini obroči, ki jih ne prodajamo, pa imajo tudi zelo podobne karakteristike, zdaj jih sicer nisem vozil že par let, so Enve, tako da mogoče bi še te dal v ta cenovni razred, mislim, da so tudi glih okrog 2000 evrov, tako da evo, to je, jaz sem takrat vozil SS 5.6, ne vem, a imajo še iste oznake ali ne, ampak to so nekje te obroči, ki bi jih dal v ta cenovni razred, pa da bi vam jih svetoval. Tako kot sem že prej omenil, Shimano obroči, Dura-Ace, tega jaz ne bi kupil, pa če jih dobim za 100, jih takoj prodam. To so mogoče te obroči, bi vam jih svetoval, pa ka vem, da če jih boste vzeli, boste zadovoljni z njimi. Mi jih dosti ne prodajamo, zato tukaj nočem vam svetovati samo tistega, kar mi prodajamo. Vse o obročih, kar sem skozi 20 plus let slišal,
ja, to vam lahko svetujem. Vem, da je dosti novih obročev, ki jih sicer v Sloveniji se zelo težko dobi in jih ne poznamo toliko dobro, tako da tam vam težko kaj svetujem. Bomo pa naslednji razred, se pravi od 2000 do 3000 evrov, ne vem, kateri obroči so, da bi vam jih lahko svetoval. In smo kle že pri teh obročih, ki so, jaz temu pravim že luxury item, so obroči, ki jih hočete imeti enkrat v življenju, ki jih kupite, date gor in je pač to se vam zasmeji in tukaj so pač te naši, ki jih imamo, se pravi Princetona, in bom zdaj v bistvu vam povedal vse, kar se tiče o samih Princeton obročih, kako se jih izdeluje, kakšna je garancija in tako naprej. Tole so z White Industries pestami. Kar že seksi. Sliš? Tukaj imate kar velik spekter obročev. Zdaj, zakaj jaz temu pravim, da je luxury item? Zaradi tega, ker od unih obročev za, ne vem, do 2000 evrov, pa potem za 3-4000 evrov. Preskok v performansu je, ampak je minimalen, medtem plača se pa veliko. Jaz, vsak kolesar, sem ziher, če bi sprobal, pa da bi si lahko privoščil, sem ziher, da bi vzel Princeton s taktik pestami in to je to. So še drugi brendi, logično, v tem višjem cenovnem razredu, ki znajo biti tudi v redu, sam jih nisem vozil, tako da vam o tem ne morem kaj preveč povedati. Grem pa zdaj v bistvu kar čez Princeton, cel line-up obročev, tako da tisti, ki vas zanimajo Princeton obroči, poslušajte zdaj to od A do Ž. Se pravi, ta najniže Alta 3532, to so obroči, ki sem že prej omenil, za veter, za hribolazce, super, po ravnini se pa čuti razlika, da se ne more te brzine tako dobro vzdrževati, tako da za tiste, ki iščete brzino, vam teh obročev ne bi svetoval, to, ki govorim za brzino, predvsem 40+, se pravi za razne maratone itd. Ja, vam ne bi svetoval, sem imel pa tukaj gospoda iz Sicilije, je rekel, tam skozi piha, tam imamo lahko samo ta nizke obroče, tako da, ja, tudi tisti, ki ste bili, ne vem, mi, ki smo bili na Tenerifih, je v enem modelu toliko piha, da nas je razmetavalo po celi cesti, ali pa, ne vem, če burja piha na Primorskem, veste, kako je z visokimi obroči, vas kar razmetava, tako da, to je plus. Imajo pa pač minus, po ravnini za brzino niso dobri. Naslednji so Grid 4540, to so širši obroči že in pri Princetonu so narejeni predvsem za gravel in za endurance kolesarje. Tukaj smo jih že montirali kar parim strankam, nazadnje je bil na gravel kolo in ja, stranke so zelo zadovoljne, tudi te kolesarji, ki sem prej opisal iz tujine. Vsak je vzel tudi Grite za njegov gravel kolo in ja, tukaj do zdaj še nisem dobil kakšne reklamacije, da jih je kdo kaj razbil in podobno, tako da izgleda tudi zelo veliko zdržijo, pa pri Princetonu je še to, imajo doživljenjsko garancijo na obroč, se pravi, če se karkoli zgodi z obročem, vam jih zamenjajo, razen logično, če vam kaj pade gor, če se razbijete, pač tam garancije pač ni, če se pa vidi, da kaj poč, kakorkoli, to pa prenesete nazaj in se vam zamenja. Potem so Peak 4550, to so po moje najbolj all-around obroči pri Princetonu, tukaj jih ima Petra in je super zadovoljna z njimi, tudi teža obročev, če se jih vzame s taktik TR01 pestami, pridejo, te imajo tudi keramične ležaje noter, pridejo okrog 1270-1280 gramov, kar je zelo lahko in za moje pojme najboljši race obroč za vse terene, tudi vsi, ki so jih probali v Sloveniji, so zelo zadovoljni z njimi. To je mogoče, ja, best all-around race wheel, ki se ga da pri njih dobiti. Potem imamo Dual 5550, to so spet obroči, ki so narejeni bili za Pariz-Roubaix oziroma so bolj trpežni, tudi širši so spet, torej spet za kolesarje, ki jih dajo lahko tudi na gravel kolo gor, ali pa endurance kolesarje, ki želite imeti širši plašč gor, so super, tudi teža, mislim, da pri ta najvišjih, da pride po 1400 gramov, kar je zelo lahko za pač to višino obročev, tako da evo, to je to, Dual 5550. Pol so teli, ki sem vam jih že pokazal, se pravi Wake 6560, ne vem, jaz kad dam te obroče gor, se mi zdi, da sem Superman in da po ravnini sam še bolj leti,
v klanc gor jaz osebno ne opazim neke bistvene razlike med pik 4-5-5-0, medtem ko kolesarji, ki so v Sloveniji jih probali, so opazili razliko med enimi pa med drugimi obroči, in tisti, ki so bolj za brzino, so se odločili za više, tisti, ki gledajo bolj v klanc gor, kakšen bo rezultat, so se odločili za niže. So pa zdaj optimizirani za širino plaščev 28, tako da tisti, ki to boste, je to po moje ta najboljši nakup. Pa za težo pod 1400 gramov, mislim, da so 1380-90, taka višina obročev je pač super. Pol imamo naslednjo, so Max 7580. To so pa že obroči, ki jih na cestnem kolo bi zelo redko dal, medtem ko sem zdaj jih nekaj že prodal sicer v tujino in jih bojo imeli za in triatlon obroč, in za triatlon kolo ter za race, za takrat, ko se gre kakšno ravninsko dirko odpeljati. So zelo visoki, se pravi, to je 75-80 višina, kolesa izgledajo kar orang šmeks s temi obroči. Tako da tisti, ki iščete brzino po ravnini, so malenkost težji, ampak za ravnino ta, rečemo, brzina prej mogoče malo še doda, da se lažje vzdržuje brzino, to govorimo 45-50 na uro. Vsi veste, ko se boste na maratonih, se to kar, no bom rekel, da z lahkoto drži, ampak v tistih hitrejših skupinah kar hitro leti 40-45 in več na uro. Tako da to je, kar se tiče samih višine obročev, zdaj potem imajo pa še oni možnost raznih pest. Zdaj, kar se pri samih pestah tiče, mi tukaj največkrat vzamemo, se pravi, White Industries, to so čisto osnovne peste, osnovni industrijski ležaji, se jih zamenja lahko za, ne vem, 10-20 evrov jih dobite. Potem je pa Tactic TR01, te imajo pa že keramične ležaje in so peste kar dosti lažje. Pri TR01 mislim, da pride 7 pest, okrog 200 pa še nekaj gramov, 220-230 gramov, tako da to je zelo, zelo lahko v primerjavi, ne vem, s kakšnimi drugimi pestami. Ja, in tisti, ki si prvošijo tudi zvok, TR01 pest je pač, to je orang glasno in to je tako kot pri avtu. Pač unim, ki je to všeč, bojo noro zadovoljni s temi pestami. Tako da to je hiter guide, kar se tiče Princeton obročev in cestnih obročev, ki se jih svetuje zdaj za cel budget. Če imate še kakršen koli vprašanje glede obročev, komentirajte spodaj, mogoče tudi kakšni, ki ste vozili več tipov obročev, ne samo to, kar imate trenutno gor, lahko tudi komentirate spodaj, vam bom ful hvaležen. Kakor vidite, hočem svetovati tudi z brendi, ki jih ne prodajamo. Tako da, evo, to je to. Če imate kakršen koli vprašanje glede obročev, ki jih prodajamo, zapišite spodaj ali pa nas direkt kontaktirajte in do naslednjič. Let's ride!